Dobrodošli na moj video, moje ime je Tinoti in tole so varnostne kamere. Jaz živim v hiši, pa v naši hiši živijo tudi podnajemniki. In pri nas je pravilo, da moramo ločevati odpadke. Se pravi, spredaj pred hišo imamo kante za smeti, v katere dajemo, vstavljamo določene odpadke. In potem je tukaj problem. Velikokrat sem opazil, da v določeni kanti za smeti ni tisto, kar bi moralo biti, zato jaz velikokrat obiščem naše podnajemnike in jih povprašam, kdo je tisti, kateri je vrgel odpadke tja, kamor ne bi smeli iti. In za čuda nobeden ni bil ta. Sprav, nikoli nobeden ni nič kriv. No, zato sem začel razmišljati o kamerah. Preprosto dam kamero pred hišo, katera tudi snema zabojnike za smeti in od takrat naprej ne bo več pomote, kdo je tisti krivec, kateri meče v kanto za odpadke bioplastiko in obratno. Tako da, nekaj časa nazaj sem razmišljal, da bi rad imel kamere in zakon privlačnosti mi je priklical podjetje Anker.si. Oni so rekli, Dino, ni panike, mi bomo to zrihtali, ti bomo dali neke stvari in sem jaz njim čisto upal. Jaz nimam pojma o tem. Sprav, nikoli se nisem zanimal za to, nikoli nisem vedel, tako da ne bomo tukaj nekih specifikacij pa tega obvladovali, ampak sam tako po kmečko, da vam povem, tole je zvonec. Se prav, tale zvonec se da pred vrata, je povezan preko Wi-Fi-ja na bazo in potem, ko ti nekdo prije pred vrata, ti pritisne, ga posname in tebi takoj na telefon, alo Dino, a si doma. Ta zvonec ima tudi opcijo najtvižna, pa ima tudi opcijo, če ti prinesejo pakete, da jih posname, da vidiš točno, da je paket res tam bil, ali pa če ga je kdo ukradel. Prav, zvonec digitalni, kateri je brezžičen, oziroma je na baterijo, ali ga pa preklopiš na elektriko. Druga zadeva, kaj imamo tukaj? Tole je set kamer. Sprav, tukaj imamo bazo, katero preklopiš na router in potem te kamere so vse brezžične. In te kamere postaviš v okolici oziroma na svojo bajto, to gre v povezavi s tole bazo in potem te kamere direkt brezžično gre na bazo, katera ti shranjuje te podatke, ne vem koliko časa, pol leta, ki ima nota že svoj hard disk in ti lahko kljub temu še zraven gledaš preko svojega telefona, preko aplikacije, kaj se dogaja. Sprav, tale je 1080p bolj osnova, katero bom jaz uporabil za noter, za po bajti, za v garažo, za v studio in te zadeve. Potem imamo pa tukaj drugi set, tole je pa malo jači set, to je pa 4K. Sprav, ta zadeva ima pa tudi gor tukaj za sonce, se prav sončne celice, katere se skozi same filajo. To je pa bolj primerno za ven. To bom dal pa pred bajto, direkt da novne kante snema, pa direkt da vem, kdo meče, kdo ne meče. Tako da tole bo lepo v spredi, ob strani pa zadi, ker sem tukaj dobil še eno dodatno kamero in to bo se špilo. Drugač pa na to bazo, katero smo tudi tukaj dobili, lahko, ne vem, baje 16 kamer. Tako da lahko si kamer nabiješ, kjer hočeš in vse bo šlo v ta hard disk in shranjava. Ok, da preveč ne govorim, gremo mi zdaj to malo razpakirati, pa videti, kva smo sploh dobili noter. Prvo, kar bomo odprli zvonc. To je kar velika zadeva, sem mislil, da je manjš. Glej, če moja roka toliko velika, glej. Je kar konkretna, težka zadeva. Ne, to bomo dali dol, ko bomo monterali. Pa da vidimo, kva smo še dobili noter. Nosilec. Pa še en nosilec. Nalepka, da vejo ljudje, da je pač vse to varovan. Tole ti je kabelček, kateri je za polnjenje zvonca. Tadam! Prav, tole je druga generacija baze, 3 kamerce. Evo, to je taka mehna kamerca. Fancy šmensi, pa samo en gumma, sink. Te bojo notranje, čeprav greje tudi za ven, pa imajo tudi ta neki standard proti držju pa to. Nosilci, kabli, so prav, to je štekdoza, to je polnilc, s katerim polnemo USB kabel. Še unta starega, vidiš? Vidiš, tukaj v spodnjo tako gumo zaščito in pol tukaj filaš. Tole je pa proper kamera, se pravi, tole je pa Orang kameretina. Tukaj gor ima solarne panelce, zato da se fila. Tukaj v zadnja pa, vidiš, ta je novejša, USB-C. Se pravi, te so novejše kot tune in te bojo šle ven. Če jih primerjamo notranje, zunanjimi, je razlika več kot očitna. Glej, koliko je razlika, vidiš, to je to. Se pravi, tle smo dobili 2 kamerce.
Plus še eno dodatno. Ti si jih lahko nabaviš, koliko hočeš. Do 16, kar jaz vem. In potem povežeš vse na tole bazo. To je pa novejša baza in na to bazo grejo tudi te kamerce, pa te kamerce. Dejansko moraš imeti pokrit Wi-Fi po bajti, da lovi do teh kamer. Jaz imam tiste neke extenderje, ki so v vtičencah in upam, da bo to dobro. No, če pa nov dobro, bomo pa naredili, da bo dobro, pa poklicu, pa da mi pomagajo. A ja, pri teh bazah, ona noter že nekaj spomina. Lahko pa ti dejansko tudi povečaš, se pravi, tukaj odpreš, tole daš ven in si daš noter svoj hard disk. Dejansko lahko ful več posname, za tiste, ki bi radi imeli res ful materijala. A ja, še preden gremo, bi vam rad pokazal, kva parankr.si še imajo. Zvočnik je, dal so mi tale Bluetooth zvočnik hud, ko pajk še. Tukaj ima zvočnik gor, pa tukaj, basera ga na polno. Pa gor zmontiram. Sprav prvo, kar narediš je, da si daš dol aplikacijo. eUFI Security App. Namesti, odpri. Takole pa zgleda enkrat, ko dejansko se registriraš, dobiš tako aplikacijo in potem tukaj dodajaš različne stvari, odvisno kaj imaš. Preden kamere naštimamo, moramo bazo povezati. Povežemo jo pa z routerjem, se pravi s kablom. Ta kabel damo zadaj tukaj not, klopimo. Damo tole tukaj, se pravi power. Lučka se je prižgala, zdaj pa da vidimo na aplikacijo, če zazna. Kliknemo na Homebase. Tole je Homebase 3, do not is home, se pravi next. Connect to your router LAN, power on, ok, to smo že naredili. Boom. Welcome to eUFI Security. Follow the instructions in the eUFI Security app to set up the system. Ljudi moji, pa ova žena priča. Next. Ok, mora izred v blue se spremeniti, se pravi 1 minuto počakaš. Scan the code on the bottom of Homebase. Se pravi skeniramo. Homebase has received a pairing request. Press the sync button on the back to accept it. Vzad ima en gumb, tukaj pritisneš, glej. Homebase was added successfully. In zdaj damo ime pač temu Homebase-u. Matica. Ok, text. Ta Homebase ima tudi neki AI in lahko bere tvoje face in ne vem kva vse, da dejansko prepozna, kdo je v tej hiši. Teka foto. Dino. In zdaj sem jaz sebe dodal noter. Preden dejansko kamero namontiraš, jo moraš nafilati, ker niso čist polne, tako da dejansko bo delal, ko boš vse skup gor prešraufu. Vmes še updatamo bazo in to imamo. Zdaj, če hočemo dati My Devices, potem damo recimo Battery Camera in izberemo to kamero, katero jaz filam. Press the sync button until you hear the beep. Device was added successfully. Zdaj pa kje bo ta kamera? Porč. Added successfully, to je to. Ja, glej, zdaj pa že kaže, kva snima kamera. Pa sebe poslušam. Ok, situacija je taka. Zdajle sem dejansko povezal še drugo kamerco in sicer tole ta-malo in tale bo v garaži. Odločil sem se, da bom tukaj nekje v ta kot, tam približno 3 metre mora biti višina. To nalepko odlepaš, zato da dobiš šablono kam kamera da. Približno nekam sem, recimo. Tole damo noter, nabijemo, se pravi sidra, takole. Pozabili smo spodaj še orodje. Še skoraj sem se vbol, se pravi postavimo tukaj noter, veš, in lepo šalfem cigarjem zavrtiš. Ali po slovensko z izvijačem, z občutkom za tega. Tako je. Ta tukaj nastavek, damo te dve lukence. Ti padel se zgabno. Ne zategaš do konca, ker prvo moraš dati kaj? Kamero, malo spucaš. To ima vse te infrardeče diode za nočne. Sem že dobil message, da je enega opazil, to, kar sem se jaz posnel. To je to. Zdaj moram pa jaz to naštimati. Alo? Hudo. Še lučko prišel, že to? Lučko. Zdaj smo tole dal gor. Zdaj moram pa še vzul si dati. Pa da pol vidimo, kako zgleda. To je kak sosed buši. Kaj neki, daj. Zdaj vam pa naštimo zvonc. Ista procedura s povezavo z bazo, vse je isto, vse to je dejansko isto kot kamera, samo da ima pač tukaj še dodaten gumb. Začne ta zvont
pa začne gor baza zvoniti, tako da vse zvoni. Seveda moramo tudi varovalke preizklopiti. Ok, zdaj, ko smo dali noter tele vložke, zdaj pa damo gor, se pravi, tole plastiko, nosilec. No, zdaj pa čist easy, povežemo te dve žičke in čist easy zataknemo in to je to. V bistvu ima tale zvonc tukaj spod kamero, če ti kdo da paket, pa tale, kak kdo prihaja. Takole pa zgleda dejansko, kaj kamera vidi. Evo, zdaj tukaj sedim in me zanima, kaj se kje dogaja okoli hiše. Mi že reče, nekdo je hodil okoli bajte, poglej. Zdaj jaz te notifikacije oziroma lahko vse izklopiš. Po mojem časoma ti gre na živce, ker vsaka soseda gre mim, pa zdaj ti v bistvu jav. Se pravi, motion detection, se pravi, ko nekdo hodi, lahko izklopiš. Lahko kamere izklopiš, lahko vse izklopiš, ali si pa naštimaš, kolikor ti paše. Ampak kar je meni fajn, zdaj sem jaz nekje na morju, kjerkoli sem in me zanima, kaj se kje dogaja v moji garaži. Da moj brat mogoče meni ne krade skuterja, tako kot 20 let nazaj, ko smo bili v ulici. In dejansko, če pogledaš, imam tukaj, vidiš, vse slike, se pravi 3 kamere, 1, 2 in 3. In zdaj me zanima, kaj se dogaja pred vrati. In zdaj vidimo, kdo je spred, pa spodaj za pakete. Se pravi, če ti pripelje pošta paket, da vidiš. Gremo nazaj, zdaj me zanima dejansko, kaj se dogaja v garaži. In kakor vidite, night vision, se pravi, nima veze, če je tema. In zdaj, če me zanima, kaj se dogaja pred bajto, hočeš malo večji pogled in dobesedno vse vidiš. Zdaj bomo dejansko videli, kdo ne razvršča smeti. In to mi je najbolj pomembno. Ker tukaj vzad, če pogledate, se vidijo smeti in kdo pride do smeti. Jaz lahko sam rečem hvala Anker.si za ta set kamer. Hvala dejansko, ker ste mi omogočili, da imam malo boljši pogled, kaj se dogaja v hiši in okoli hiše. In vi tudi, če želite kaj tazga imeti, klikajte spodaj na njihovo stran Anker.si. Imajo še veliko dosti drugih različnih produktov, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj. In še enkrat hvala za ogled tega videa, še predtem pa komentirajte spodaj, če se je kdaj zgodila kakšna situacija, da bi radi imeli kamero, takrat pa niste, oziroma če ste že kaj na tem naredili, napišite spodaj komentarje. Pa še enkrat hvala za ogled, subscribite se na moj kanal, joinite se, da dobite malo več materijala, pa lajkite, pa fajn se imejte. Tako da hvala še enkrat Anker.si, pa se vidimo.